Hotel sem narediti en kratek video za ženske, da bi se malo zagledale vase. En tak video že imam, čisto na začetku je, ko sem začel YouTube kanal, to ni daleč nazaj. Predlagam vsaki ženski, da se ga pogleda. Nekaj na temo zrcalo, ali sem vredna. Tako se kliče video. V glavnem, ful dober video za vsako žensko in glavna razrešitev pot k integraciji ženskosti v ženski. Ta video je pa današnji usmerjen v nekaj drugega, ampak tudi za ženske. Hotel sem povedati samo, da jaz mislim, da če bi ženske v tem svetu postavili standard harmonije, torej ne da postavijo harmonijo v svetu, ampak da postavijo standard harmonije pri sebi in s tem, samo s tem lahko zahtevajo harmonijo od moškega. Če bi ženske imele integracijo in bile harmonične in opolnomočene, opolnomočenost ti prinese integracija. Če bi ženske bile opolnomočene, potem opolnomočene ženske, zares močne ženske, ne samo na videz močne ženske, ženske močne v energiji, v karakterju, močne ženske, harmonične ženske, takšne ženske potem ne bi bile potrebne moškega iz svoje disociacije, kompenzacije, zato ker disociacije v sebi nimajo več, ker so naredile integracijo. Ker samo disociativna ženska, disociativen človek, disociativen moški tudi, nekoga rabi, nujno, potrebuje, je potreben samo zaradi tega, ker ima praznino v sebi, dele sebe, kjer ne živi in se ne izraža. V tistih delih, v katerih smo v disociaciji, tisti deli nas vodijo v kompenziranje samega sebe skozi druge ljudi. Tam, kjer si sam ne daš, se želiš nadoknaditi z drugim človekom. In če bi ženske delale na integraciji, kar vem, da delate, vse tudi moški delamo, ampak ženske ste čustveno bolj inteligentne, superiorna bitja in so vam te stvari bolj blizu. In vem, da vodite v tem, kar je top. Sem samo hotel povedati, da več kot to delate kot ženske in bolj ko se povezujete in usmerjate v to, višji standard, harmoničen standard lahko postavljate, katerega bojo moški mogli dosegati. Ker sem si mislil, moški v tem svetu, če ga nobena ženska ne bi hotla, zato ker bi mu zrcalila zares njegovo lastno disociacijo, torej rekla bi mu človek, ti imaš probleme, ko boš na harmoničnem nivoju, bom tvoja. Dokler ti nisi na harmoničnem nivoju, ti harmonije zame, torej za naju in v svetu ne moreš postaviti in jaz takim človekom ne bom. Torej samo če ženska dela na harmoniji znotraj sebe, jo lahko zahteva od drugega. In če jo bo zahtevala od tipa in se mu ne bo predala, dokler on ni v harmoniji, bo moški prisiljen stopiti v harmonijo, na pot harmonije. In do takrat, predstavljaj si, če moškega nobena ženska ne bi hotla, bi njemu bilo jasno ko beli dan, da je njegovo preživetje in njegov pomen zelo ogrožen. Če tip ne more najti ženske, pomeni, da tip ne more imeti nasledstva. In če tip ne more najti ženske, neke dobre, kvalitetne ženske, potem to pomeni, odraža njegovo energijo. Kakšen je zares?
Torej ne more se dobiti kvalitetne ženske, ne more si dobiti ženske, ki bi bila z njim, ali pa preprosto ne more dobiti ženske. To pomeni, da je nekaj narobe z njim. In nekaj je narobe z njim, če tega ne more dobiti, glede na to, da je moški in smo si moški in ženske komplementarna bitja. Če moški ženske ne more dobiti, pomeni, da je nekaj narobe z njim. Če si nobena ženska ne želi moškega, pomeni, da je nekaj narobe z njim. To vsi na zavednem oziroma nezavednem nivoju, vsi globoko v sebi vemo. In takšni ljudje avtomatsko ne bi imeli vpliva v družbi. Hočem povedati, kakšno moč imajo ženske, če bi bile v integriteti, delali na temu, da so same v harmoniji, ne v glavi. Tako kot je dosti ljudi na tem svetu v glavi mislijo, da so v harmoniji in se obnašajo duhovno in pobožno. Ampak ljudje, ki so zares v integraciji, v pravi utelešeni energetski integriteti, ki so akumulirali svoje stanje. Ne ljudje, ki se delajo, da so v stanju, ki ga zares nimajo. Takšne ženske bi lahko res postavile standard v svetu in prisilile moške, da sami pridejo na ta nivo. Ker če ti kot ženska sprejemaš moškega, ki je v disharmoniji, to prvo kot prvo pomeni, da to lahko toleriraš samo zato, ker to toleriraš v sebi. Torej pomeni, da si sama v disharmoniji. In torej to dovoljuješ, da si z moškim, ki je v disharmoniji in ima disharmoničen vpliv na svet samo zato, ker si sama taka. In če bi samo najprej sebe porihtala, da prideš iz disharmonije v harmonijo, bi potem takega človeka, ki je v disharmoniji, odslovila in če ti je zares všeč, rekla, bom tvoja, ko boš v harmoniji. In pač na ta način, ko ženske sebi dvignejo standard, harmoničen standard, ki prenese trajnostne, harmonične rezultate, bi zagotovile ful hitrejšo evolucijo v svetu, ker bi potem moški, če bi hotel imeti žensko in zdrav, harmoničen moški si želi žensko. Potem bi moški bil prisiljen v harmonijo, dokler boste ženske dajale noge narazen in bile v odnosih in tolerirale moške, ki so v disharmoniji, dovoljujete, da imamo takšno celo svetovno družbo in takšen same odnos. Ampak harmonijo lahko zahtevaš samo, kadar si sama v njej. Samo tako jo lahko prepoznaš, ko si blizu nje, oziroma v njej. Že ko si blizu nje, lahko to narediš. In torej pot k integraciji vsake ženske omogoča, da ženska lahko končno prepozna in s tem zahteva harmoničen standard, to od moškega, in se mu preda in ponudi in je z njim, samo kadar je on sam tak. In če to ženske naredijo, če se ženske date skupaj, če stopite skupaj kot sestre, lahko dosežemo ful hitro evolucijo v svetu. Ampak takšno sporočilo mora slišati vsaka ženska. In potem imamo tako hitro rast, ker potem se bojo moški nehali ubadati z bedarijami, kot so velike mišice, orožja po svetu in take stvari, in se bojo začeli ubadati s tem, kaj nam prinese harmonijo. In bojo dojeli, da obstaja holistična duhovnost, ki se kliče življenje samo, in da je to edina stvar, ki nam lahko prinese življenje življenja, nam lahko prinese harmonično družbo. In se bojo končno usmerili v tisto, kar je najpomembneje v življenju, v razreševanje problemov znotraj nas, ker samo takšnega moškega si želiš. In takšen moški lahko postavi harmoničen sistem. Takšen moški lahko končno prvič v življenju stopi v svojo moč, kar je naravno liderstvo. Torej ženske bi lahko
z lastno integracijo postavlja moške na svoje pravo mesto, tisto, ki jim pripada. To je itak že naloga nas samih moških, da delamo in da opozarjamo druge moške in svet na to. Ampak hočem povedati, kakšno moč imate ženske, če preprosto disharmonije več ne bi tolerirale. Ampak to lahko nehaš tolerirati, samo če nisi več needy. Needy ne boš, samo če boš cela. Če boš cela, si potešena. In to je vse, kar rabiš. Tako da zamisli se malo, preden greš v naslednji stik z moškim. Kakšen vpliv bo imel tvoj odnos na svet? Ali je vreden tvojega telesa? In če bi to, da si sama in delaš integracijo in dosežeš standard harmonije znotraj sebe, v bistvu imelo največji vpliv, ne samo zate, ampak posledično za moškega in s tem za cel svet. Vpraši se malo, če je vredno se na hitro poseksati in se iti neke hookupe, ki te itak praznijo, sploh ne zadovoljijo in povzročajo stanje, ki ga imamo zdaj v svetu, ali pa si vzameš čas zase, se spoznaš, dvigneš standard in s tem zahtevaš, da se na svetu dvigne standard za vse ljudi. To je tvoja moč, ki jo imaš kot ženska v svojih rokah oziroma v svojih nogah in v svojem srcu, v svoji inteligenci. In enkrat, ko vidiš ta video, si lahko samo še lažeš. Ne moreš se več delati, da nisi slišala, kaj je treba narediti. Lahko samo še bežiš, skrit se pa ne moreš več. Vredno je biti sam nekaj cajta, zato da se porihtaš, da si poližeš rane, zato ker ranjeni ljudje lahko samo ranijo druge in imamo ranjeno družbo na koncu. Zelo vredno je biti nekaj cajta sam, se soočiti z vsem, od česar smo bežali, zato da se zacelimo, zahtevati odnose, ki celijo in ne ranijo in s tem končno narediti zaceljen svet. Thank you very much.